Vstopili smo v adventni čas, ko premišljujemo pot Device Marije in svetega Jožefa v Betlehem, kjer se bo rodil Jezus. Letos obhajamo 150-letnico razglasitve svetega Jožefa za zaščitnika vesoljne cerkve. Zato premišljujemo o svetem Jožefu, da ga bolje spoznamo in iz njegovega zgleda živimo. Premišljujemo o svetem Jožefu, njegovem načinu molitve. Sveti Jožef je molil v sanjah, sveti Jožef je hrepenel in molil, tako da je sanjal pred Bogom in je bil zvest v tem svojem hrepenenju do izpolnitve cilja. Že v Stari zavezi spoznamo Jožefa, ki je bil sin očeta Jakoba in je imel veliko bratov. Bratje so ga zaradi zavisti prodali v Egipt za sužnja. Tam je bil pri tujcih in nazadnje je pristal celo v ječi. Vendar starozavezni Jožef ni nehal sanjati, ni nehal misliti in delati dobro, ni nehal slediti Božjemu klicu. Dosanjal je svoje sanje, postal je prvi namestnik faraona in tako mnoge ljudi rešil pred lakoto. Podobno pa Jožef, mož Device Marije. Sprejel je poslanstvo, na začetku njegove poklicanosti so bile sanje, naj sprejme Marijo, ker je spočela od svetega duha in naj postane varuh svete družine, Marije in sina Jezusa. Tako je postal krušni oče, rednik samemu Božjemu sinu. Sveti Jožef je zvesto izpolnjeval svoje poslanstvo in postal tako zgled vsem očetom in ga častimo kot varuha družine. Ker je bil tako zvest, ga je sveti oče razglasil za varuha vesoljne cerkve. Je nekakšen Abraham nove zaveze. Torej, podobno kot sveti Jožef, tudi mi ne nehajmo moliti in sanjati o dobrem. In dosegli bomo najboljše cilje, še več kot si upamo predstavljati, ko bomo odprti Božji dobroti in njegovemu usmiljenju. Tudi sam sem molil na tak način, da sem sanjal. Na začetku svoje duhovniške poklicanosti sem imel sanje. Sanjalo se mi je, da hodimo ob reki, ki je umazana, in na obrežju te reke je gozd, v katerem je veliko smeti. Vse je bilo v nekakšnem mraku, v nekakšni megli. Te sanje so se večkrat ponavljale in ta reka je bila vedno bolj čista, ta gozd je bil vedno bolj očiščen, vedno manj smeti je bilo in vedno bolj svetlo je bilo v tej reki in ob tem gozdu. Potem pa sem imel kasneje sanje, da se vzpenjam na goro po velikih belih skalah. To je bilo znamenje, da je Bog očistil moje srce, mojo dušo in da me je povzdignil bližje k sebi. Sanjal sem te sanje in tako sem molil in tudi dosegel Božjo bližino in Božji blagoslov.